Živijo in lepo te pozdravljam na nebeškoskopu za mesec junij. Veš, junij je zelo svetlobni mesec. Je mesec, ki ga dostikrat tako malo neuradno posvečamo angelom zaradi poletnega solsticija. Poletni solsticij je absolutno čas in portal, ki na planet in k tebi dovaja dodatno svetlobo. To pomeni neko regeneracijsko svetlobo, manifestacijsko svetlobo. Se ne, da je naš planet senčen, daleč od tega. Naš planet je absolutno fantastičen, poln je ljubezni, priložnosti, sanj in želja, ampak včasih je pa na njem tudi malce naporno, včasih je treba kakšne lekcije dati čez in takrat, kadar se to dogaja in takrat, predvsem, ko pride poletje, imaš možnost, da vse skupaj frekvenčno dvigneš in okrepiš s tem, da načrtno dovajaš svetlobo. In zaradi tega bom odprla karte, dnevni nasveti angelov, zaradi tega, ker najvišja oblika svetlobe, ki nam pomaga, so absolutno angeli. In torej, kot sem že povedala, solsticij, poletni solsticij je čas, kjer na planet prihaja dodatna svetloba. In dajmo se mi zdaj temu prilagoditi in sicer za ta nebeškoskop bom za vsako tvoje znamenje bom vprašala, kaj je tisto, čemur moraš načrtno dovajati svetlobo. Ampak da ti najprej razložim, preden začnem odpirati karte, kaj to pomeni načrtno dovajati svetlobo, kako v bistvu načrtno dovajamo svetlobo. To pomeni, da ko ti bom zdaj povedala, katero je tvoje področje, kamor se dovaja svetloba, je pomembno, da cel mesec imaš to nekako v svojih mislih in v svojih procesih. To pomeni, da več meditiraš na to tematiko, kot bodo svetovale karte. Da več angele prosiš, da ti pomagajo na tem, kar bodo svetovale karte. Okay? Da več meditiraš na to temo, torej, da imaš več nekih misli tudi čez dan usmerjenih v to smer, kot bojo svetovale karte. Torej, da imaš nekje pri sebi vedno misel, da želiš to okrepiti, da sem noter dovajaš svetlobo. Okay? Tako da v mesecu juniju je to najina tematika za nebeškoskop, to je ena stvar. Druga stvar pa je, ne pozabi načrtno dvigovati svetlobo, zato ker lahko od nje največ zaradi poletnega solsticija v juniju največ tudi dobiš in se potem okrepiš manifestacijsko čez poletje, kar se bo definitivno potrebovalo, ker jesen bo potem ponovno malce intenzivna, zaključovalo se bo leto enke in je pomembno, da zdaj poleti se v bistvu moraš vedeti, to me res poslušaj in upoštevaj, se naredi največ duhovnega dela, torej največ meditacij poleti. Največ nekih duhovnih tečajev je pametno delati poleti, zato da dobiš zalogo svetlobe, zato da dobiš zalogo energije, okay? In potem lahko to uporabiš v mesecih, ki pa zahtevajo od nas, da malo več investiramo, malo več delamo, malo več spoznavamo. Okay? Vse to in še več bo imel na voljo tudi duhovni atelje Potovanje duše, prihaja egipčanska ezoterika, prihaja meditacija poletnega solsticija, prihaja delo s svetlobo, torej angelski konzorcij, prihaja tečaj manifestacijskega reikija, vse to in še več in potem masterclass nove Atlantide bo vse skupaj konec meseca okronal. Tako da poglej si na potovanjeduše.si, sedaj pa pripravljen naš nebeškoskop. Začeli bomo tako, kot začnemo ponavadi, z kozorogi. Dragi kozorogi, kam vi dovajate svetlobo? Vaša karta. Vaša karta je karta, naslov je Ne sili, naj vas to ne ustraši, ampak to je karta, ki pravi, da je treba dovajati svetlobo v to, da malce dovolite energijam, da tečejo naravno. Včasih, tako kot znate biti kozorogi, si vi zamislite nekaj, kako bo šlo, okay, kar je čisto ok, ampak če ne gre čisto, kot ste si zamislili, potem mislite, da bo izid slab ali pa da ne bo to zelo dobro in začnete mogoče včasih potiskati čez rob, hočete malo prisiliti, kar vam meseca junija ne bi svetovala. Dajte dovajati svetlobo v lahkotnost, v tem, da zaupate, da karkoli že naredite, maksimalno naredite, bo pokazalo svoje rezultate, mogoče ne čisto vedno takoj, kot si mislite, ampak bo.
Če boste pa probali neki prisiliti, ali pa kakšne ljudi prisiliti, da bi po vaše delali, potem se boste izčrpali, potem bi telesno svetlobo vi zgubili. To je ta karta, kar vam absolutno ne bi priporočala. Biti lahkotni, biti bolj sproščeni, dovajati svetlobo v lahkotnost in sproščenost je za vas kozoroge definitivno navodilo. Naslednji ste pa potem vodnarji. Vodnarji, evo, vaša karta, sreča. Kočke sreče so že v zraku, ker se zdaj sproži in pade v tvojo korist. Ni več treba čakati na popolne pogoje. Tveganje je danes blagoslovljene, pogum ima podporo. Sreča je absolutno taka, vidiš, gor so tudi kocke, nepričakovana sreča. To je karta nepričakovane sreče, stvari, ki se kar zgodijo. Dajte dovajati, ampak ker smo vprašali, kam dovajati svetlobo, dajte dovajati svetlobo v to, da se vam stvari v zaupanje in vero, da se vam stvari lahko zgodijo kar čez noč, da se lahko kar čez noč obrnejo, da se kar čez noč lahko vse izboljša, da kar čez noč je lahko vse super pa fino fajn. Sploh, če vam je bila prvi 4 meseci tega leta naporni, to je bilo malo značilno za vodnarje, leve, bike, pa še eno znamenje bilo, zdaj sem pozabila, ker so bili planeti tako malo postavljeni, ampak od 1. maja dalje se to vse odprlo za ta znamenja in to velja tudi seveda za vodnarje. To pomeni dovajati svetlobo in dovajati upanje in zaupanje, da obstajajo hitri preobrati, da se lahko nekaj nepričakovano zgodi in da lahko zaupate, nič ne rabite pričakovati, da boste razočarani. Nepričakovana sreča je definitivno na voljo, kar pomeni, da samo dovajate svetlobo v to, da verjamete v to. Sam to je to. Vodnarji, kako dober, v bistvu, bolj dober. In potem naslednji ste, mislim, sem zdaj tudi vesela, že sem tudi vodnarka. In naslednje ste potem ribice. Drage ribice, kam boste ve dovajale svetlobo? Ve boste pa dovajale svetlobo v svoj dom, ribice, ognjišče. To je pa vaša karta. Drage ribice, vaše navodilo je, da po domače vam povedala, prepucajte svojo hišo, svoj dom, vršite stran staro šaro, vršite stran, kar ne uporabljate, dajte malo bolj pospraviti, ne smete imeti nobene krame, ne smete imeti preveč stvari, ne smete imeti nametan dom, to bi vam zaustavilo energijo. Dovajajte svetlobo v svoj dom, tako da ga ornko čistite, da ga energijsko dvignete, da ga prekadite s kakšnimi angelskimi palčkami, zaradi tega, ker tja noter se vam sidra manifestacijska energija. In to je zelo pomembna stvar. Zelo, zelo pomembna stvar za vas, tako da to je tisto, kar uredite in podprite svoj dom, a ne ribice, podprite svoj dom v mesecu juniju, ok? In potem po ribicah imamo ovne, dragi ovni, kam boste vi dovajali svetlobo? Polet. Ne omejuj se več z razlagami, zakaj zdaj ni pravi čas. Letalo ne čaka popolnih razmer, da vzleti. Dvigni se na dvome in dovoli sebi iti dalje, kot si do zdaj upala. Dovajati svetlobo v svoje želje preko akcije. To je ta karta. To pomeni, karkoli ste si želeli ustvarjati, narediti in tako dalje, je zdaj čas, da to naredite. Ne da rečete, pa bom počakal na september, pa jesen je več ljudi, pa Ne čakati, zaradi tega, ker potem bo ta želja minila in potem se kar nič ne bo zgodil, kar bi bilo pa škoda. Vaše navodilo, dragi ovni, je, da tisto, kar si želite, dovedete svetlobo noter na tak način, da res pokažete, da si to želite z akcijo. Da res to naredite z akcijo, da začnete delovati v tej smeri. V akciji se skriva ogromen svetlobe, res ogromen svetlobe. Naj vas ne bo strah, naredite to. In potem po ovnih imamo vas, dragi biki. Biki boste pa dovajali svetlobo kam? V tem, da se razbremenite in da ne izgubljate moč. To pomeni, vi pa rabite dovesti svetlobo konkretno v telo in v svoje življenje. Nič vam ni, preveč ste stvari imeli občutek, da morate delati sami,
da nimate podpore, da morate vi narediti, da če vi ne boste, nihče ne bo, to vas je preveč obremenilo. V tem poletju je čas za to, da ne bi imeli kakšnih zdravstvenih težav potem jeseni, ne večjih, ampak vseeno, veš, vsaka zdravstvena težava je zoprna. Rabite razbremenitev, meditacija, kopeli, stik z naravo, kakorkoli že, rabite se dobesedno napolniti. Vaše telo je bilo preobremenjeno in rabi svetlobo, rabite dvig energije v vaše telo. Tako da za vas je meditacija v tem poletju definitivno zelo, zelo ključna, dragi biki. Po bikih ste pa tukaj dvojčki. Dvojčki boste pa dovajali svetlobo v dihanje. V prvem delu leta ste dostikrat dvojčki bili, kaj pa to, tako naprej. In karta dihanja pomeni, da si rabite dovesti svetlobo v mir, da rabite se umiriti. Dihi, vse bo v redu. Veš, kaj ti to rečejo? Dihi, vse bo v redu. Sprosti se, ni panike. No, dobesedno to je ta karta, dragi dvojčki. Definitivno bi vam predlagala za ta mesec, da delate na umiritvi, da dovajate svetlobo v mir, da najdete načine. Meditacija tukaj res zelo pomaga, da se umirite, da dihate. Vse informacije, ki jih zveste, dragi dvojčki, ni vam treba vedno na prvo žogo. To je to, kaj pa če bo. Zadihite, probajte vedno stvari pogledati preko nekega mirnega pogleda. To bi vam definitivno svetovala za mesec junij, da ne bi izgubili preveč energije, kar se v mesecu svetlobe definitivno ne priporoča. Potem pa, dragi raki, kaj boste pa vi polnili s svetlobo? Boljše, vse bo boljše. To, kar je pred tabo, je boljše, kot se zdi. Dragi raki, vi polnite s svetlobo, da so nekatere stvari nevidne. Bistvo je v čem nevidno. Zdaj tudi, če pogledaš tega angela, kaj pa vejo, ni kar malo podoben malemu princu, polka odraste. On tako fuliči, da malega princa, ka odraste. Dejte v bistvu napolniti s svetlobo to, da veste, da nekatere stvari niso očitne, pa da ne kričijo, ampak prinašajo ogromno svetlobo v vaše življenje. Začnite raziskovati neočitno. Bodite potrpežljivi, dajte priložnost stvarem, ki na prvi pogled se mogoče ne zdijo, kot da nosijo neke zlate palce v rokah, ampak jih. Definitivno. Torej, bolj opazovati, nekatere stvari so veliko boljše, kakor si mislite. Torej, imeti nov pogled, ki dejansko je pripravljen videti stvari. Torej, tista bistva, ki so očem nevidna. Okay? In po rakih imamo leve. Dragi levi, dragi levi, zdravje. Vi boste pa polnili pri vas gre vse ok, z sanjami in željami, dragi levi, to absolutno, ampak pazite, pred vami je intenzivno obdobje, ki bo definitivno od vas zahtevalo, da ste močni, da se hitro premikate, da hitro naredite stvari in tako dalje, absolutno, in zato dajte dovajati svetlobo v čakre, v hrbtenico, v prehrano, v pravo prehrano, dovajati svetlobo, torej rabili boste močno telo za vse manifestacijske priložnosti, ki vas čakajo. Tako sem zagledala, poleg tega za vas sem zagledala, kot da bojo prihajale ogromne neke priložnosti in bojo zahtevale kup enega delovnika, predanosti in tako dalje, in zato rabite imeti, čestitam vam, to je dobra novica, ampak zato rabite imeti pripravljeno telo, rabite imeti močno telo, absolutno. Tako da vse, kar je povezano z zdravjem, dobro prehrano, dovolj tekočine, dovolj gibanja in tako naprej, v mesecu juniju tako zberete svojo manifestacijsko energijo. Telo jo potrebuje. In po levih imamo device. Drage device, kam boste vi svetlobo dovajale? V manifestacijo. Karta je dobesedno naslov manifestiraj. To pomeni, ta mesec vas devica podpira, da načrtno misli usmerjate k svojim sanjam in željam.
To pomeni dnevne manifestacije. To so lahko kratke meditacije, kratke obnovitve želja, da se mogoče samo malo zapreš oči, pa da se spomniš, kaj je tisto, kar si želiš, ampak neko dnevno delo na manifestiranju. Toplo ti priporočam tudi, da si mogoče pogledaš tečaj hitrega manifestacijskega reikija, ker to bi bilo odlično dopolnilo k tej karti, ampak vse, kar boste zdaj manifestirali, vlagali energijo z mislimi in vsem ostalim, vam obrodi sadove bolj kot kadarkoli prej. Mesec junij vas device tukaj zelo, zelo podpira. In po devicah imamo tehtnice. Tehtnice, kam boste vedovali svetlobo, v umik in počitek. To pomeni, drage tehtnice, da boste svetlobo, veliko svetlobe lahko dobile, če boste malo si vzeli, kar direktno povem, če si boste malo vzeli časa zase, ne toliko drugi ljudje pogovarjati se, družiti, kaj je treba, kaj ti rabiš, ja, živijo, kako ste se imeli, mi smo bili kup enih pogovorov, ki vse so v redu, ampak mogoče nimajo globjega smisla. Tukaj bi vam ogromno neke energije odtekali. Veliko svetlobe dobite, če boste v miru, v tišini, sami zase, poslušali meditacijsko glasbo, če boste malo zadihali sami sabo. Malo rabite miru in tišine, brez da rabite skozi animirati druge ljudi pa se ukvarjati z njimi. To bi vam zelo prav prišlo. Imaš tudi karto, vidiš morja zadnji, lahko greš tudi mogoče za kak dan vsaj sama na morje, samo tako, da si sama sabo tehtnica. To bi ti res prav prišlo. Potem pa so tukaj škorpijoni. Škorpijoni, kam boste vidovali svetlobo. Tišina. Škorpijonija bo šlo. Tišina. To pomeni, dragi škorpijoni, v bistvu imate kar dokaj podobno sporočilo kot tisti pred vami, kot tehtnice. Svojo svetlobo boste najdeli v tem, da v bistvu več poslušate, kakor govorite, da ste v bistvu bolj v tej energiji, kjer poslušam stvari, spoznavam stvari, nekako jih probam razumeti, opazovati in tako dalje. Ne rabite v mesecu juniju se ukvarjati toliko z ljudmi, pa jim toliko, nekaj dopovedovati, kaj bi oni mogli, pa ne rabite izgubljati energijo. V tišini boste najdeli moč. Tudi tišina kot trenutki, ki jih vi doživite, ko ste sami sabo, svojimi mislimi in tako dalje, bi vam prinesli velike energije. Definitivno. In potem imamo pri škorpijonih še zadnje vas, imamo strelce. Dragi strelci, vaša karta pa je vračanje. To je pa karta, ki pravi, da če ste imeli občutek, da ste v zadnjem obdobju kaj izgubili, da nekaj mogoče celo ni bilo fair ali je pa odhajalo, se sedaj vrača. Vaše misli in vašo svetlobo usmerjajte k tem, da veste, da nič ni izgubljeno. Zaupanje v to, da se v vesolju stvari ne izgubijo. To pomeni, karkoli mislite, da bi vam vesolje mogli vrniti, ljudje vrniti, priložnosti vrniti, okolje vrniti, karkoli izmed tega, lahko se bo povrnilo s tem, da vi to pričakujete. Da ne mislite, da se vam stvari samo jemljajo, samo jemljajo in da vi nikoli nič ne dobite. Začnite verjeti, da vesolje vas ni spregledalo in začnite od vesolja in od angelov, se nam rekla zahtevati, ampak začnite nekako delati priprošnje, jaz želim, da se mi to vrne, jaz si bolj želim, da se to zgodi in tako dalje, zaradi tega, ker absolutno lahko nekatere stvari na tak način dobite nazaj in potem tudi svojo srečo. In to je bil nebeški skop iz novih kart, dnevni nasveti angelov, tako da zdaj so že v Sloveniji, mislim, da so že ali pa bojo vsak trenutek in si jih lahko zagotoviš za čez to poletje in še naprej na trgovina.potovanjeduse.si. Res so izjemne, res so zelo natančne. Tako da nebeški skop je povedal svoje, jaz sem ti pa povedala z naše strani, pomagali ti bomo manifestacijsko in povezali te bomo s svetlobo, kot so angeli, Egipt in tako dalje. Tečaj manifestacijskega reikija, imeli bomo
potem neke delavnice z volkovi, imeli bomo meditacije, številne meditacije, pa seveda najbolj pomembna meditacija poletnega solsticija. Potem pa bomo imeli še čisto na novo šolo egipčanske ezoterike, masterclass nove Atlantide, to so zelo specifična, globoka, abstraktna znanja, ki noro odpirajo zavest in seveda prinašajo manifestacijske moči. Vse to in še več si poglej na potovanje duše.si in želim ti en čudovit in svetlobni mesec. Do naslednjič, ko se srečava takole, lepo se imej.